SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Sem kar začela, ker ura se odšteva in imamo malo časa, pa 6 gostov, 6 odličnih, navdihujočih voditeljev in a bom imela dovolj časa? Pol se tako zmenimo. Imam 2 vprašanja. Za vsakega eno posamezno vprašanje, eno boste pa potem vsi na eno vprašanje odgovorite. Ja, ne, naenkrat ne bo šlo, ampak eno vprašanje, ki bo vsak dal svoj odgovor. Bi šlo? Okay. Za voditelja velja, danes smo slišali, da smo strastni, odločevalni, da smo odgovorni, vizionarji. In to bomo danes tudi poskušali ugotoviti. Najprej, gospod Igor, vas smo tako lepo poslušali na začetku. Obe gospe župani malo prejle, Marko, gospoda Marka in tudi župana. Uroša sem pa dala zraven za smetano, zato ker ima odlično zgodbo, tako da vem, da bo popestril tudi ta naš panel. Gospa županja, draga Romana, naj povem, 4. mandat ste že županja. Bila je tudi delova osebnost 2023, nominiranka za Slovenko leta. Cel kup nagrad imate. Pa še celo, veste, da sem prepisala, v mediju so rekli, da je ženska, ki je v času največje katastrofe, zdaj jih nisem vedela, katera katastrofa je bila to mišljena, pokazala, kako deluje voditeljica. In vaše vprašanje, kaj vas je v življenju najbolj navdihnilo, da ste se odločili za to, kar počnete danes in da ste še vedno uspešni? No, tukaj bi zdaj rada slišala to vašo navdihujočo zgodbo. Saj, kaj naj rečem, seveda sem vesela vseh teh priznanj, ki so najbrž odraz nekega dela. Lahko pa rečem, da recimo, če pogledam nazaj, 30 let si nikoli nisem predstavljala, da bi bila županja oziroma voditeljica neke občine. Vedno sem mislila, da pač sem za nek drug posel. Potem pa se mi je zdelo, kot da sem poklicana za to. In seveda sem se temu klicu odzvala, tudi ljudje so me nagovarjali k temu. Ne nazadnje se mi zdi, da to delo dejansko opravljam srcem, ga opravljam kot poslanstvo in da mi nekako kar odreže. Predvsem se mi zdi pa pomembno to, da imam vse skozi stik z ljudmi, od teh, če bom rekel, za mene ni pomembno, je to čistilka, direktor ali pa predsednik vlade. Do vseh imam enak odnos, spoštljiv odnos, pa to, da si upam povedati, kaj mislim, se mi zdi ključno, ker ja, če ste iskreno, 4. mandat, sigurno že to tudi povedati. Ker iskrenost do sočloveka se mi zdi zelo pomembna pri upravljanju našega dela, ker smo prevečkrat nekako tako hinavski, če uporabim ta izraz, se mogoče obraz ne upamo povedati, se potem odzadaj pa se posmihamo, kar se mi zdi zelo žaljivo. In iskrenost, poštenost, delovnost so tista vodila, ki me od samega začetka mojega upravljanja funkcije županje vodijo, pa seveda ljubezen do domačega kraja in do naših občanov. Zelo lepo. Iskrena hvala. Naš Mariborčan Uroš Mlakar, naj vam povem, da že prednje je maturiral, je že imel svoje podjetje. Danes je znan po najboljših čokoladicah. Ful rada jih jem, jaz upam, da tudi marsikdo drug. 100% so narejene iz naravnih materialov, teta Frida, tudi imamo kavarne. In ne samo to, tudi delujete dobrodelno v Afriki in še kje širše. Za vas imam malce drugačne vprašanje, glede na to, da tudi poznam vašo zgodbo, ker smo imeli čas, sva se pogovarjali o tem in vsak podjetnik gre skozi določene ovire. In to je tudi mogoče premalo o teh govorimo, o teh ovirah, zato da vidimo potem, da lahko vsi postanemo zmagovalci. Kaj vas je v življenju kaj je bila vaša največja ovira na poti do uspeha in kako ste jo premagali?
Ja, najprej lep pozdrav vsem skupaj, hvala za povabilo, Tanja. Meni se zdi, da mi življenje kar ves čas neke ovire nastavlja, ampak ko pogledam nazaj, kot je prej Tina pogledala svojo kariero, če jaz pogledam nazaj, se mi zdi, da je bila definitivno največja ovira, torej, treba je povedati seveda v razlago, da sem skozi svojo podjetniško pot že dal več različnih panog in zgodb skozi. In ko sem zašel v gradbeništvo in investicije pred več kot 10 leti in sem gradil en večji objekt v Mariboru, se je takrat zgodila ta velika recesija in banke so mi obrnile hrbet in sem naenkrat ostal sredi projekta in gradbišča sam. In takrat sem bil v eni taki luknji, o kateri je pregovorila Tina, in ja, ni fajn pogled iz te luknje, ampak z neko samo motivacijo in z neko vero, da bom stvari pripeljal do konca in predvsem z zaupanjem partnerjev, nekateri med njimi so danes celo tukaj, sem zadevo zaključil in prodal celo uspešno in na tistih temeljih potem zgradil novo zgodbo. Tako da tista je bila ena taka zgodba, ampak se mi zdi, da življenje mi kar nekaj nove podaja, se je zgodil COVID, pa potem energetska kriza, zdaj smo avtomatizirali linijo oziroma veliko vložili tudi v digitalizacijo, robotizacijo proizvodnje čokoladnih izdelkov, ki jih zdaj že tudi uspešno izvažamo. In ko smo zaključili s tem, je začela rasti cena kakava, in letos se je zgodilo celo, da je cena presegla skoraj 600% lanske cene, metrična tona kakava, tako da se mi zdi, da so ti neki izzivi, pa ti kar divi slalom, moram reči, no. Tako da to so bili ti največji izzivi do zdaj, ampak se ne damo, gremo dalje. Hvala, Uroš. Gospod župan Tomaž, evo, vse imam iz naših koncev, ni to lepo vas videti, tu ste v mojem delu. Dejansko, vi ste se že v politiko vključili v letu 2002. In zdaj, če sem pravilno prebrala, že od leta 2006 ste že župan. Ja, zelo lepo en aplavz, pa tako mlad. Ja? Nisem mlad. Ja, delujete mladi. Kako vi vidite svojo vlogo pri tem, da vaša regija postane zgled za druge? Resnično, glede na to, da ste že toliko dolgo, župan, kako lahko regije kot posamezni stebri Slovenije prispevajo k njeni konkurenčnosti na globalni ravni? Zanimivo vprašanje. Zdaj seveda regij ni, nekako še v Sloveniji, ampak prihajam iz Koroške regije kot gospa županja Črne na Koroškem. Zagotovo seveda so lahko regije tudi zgled za celotno državo, vendar Koroška najbrž, bi rekel, kot peta, najmanj razvita regija od 12, seveda je na določenih področjih lahko zgled, morda v športu pa še kje. Ja. Vendar pa seveda težko je govoriti, da je morda v Sloveniji konkretna regija lahko zgled na vseh področjih. Se pa seveda trudimo, bi rekel, tisti, ki se stavljamo v javni sektor, lokalni javni sektor neke regije, to smo v tem trenutku seveda župani, 12 župan in pa županov Koroške regije, skušamo razvijati seveda regijo v tem javnem smislu z javnimi pooblastili. Hkrati pa seveda krepimo in razvijamo tudi gospodarstvo, zavedamo se, da seveda, bi rekel, blaginja naših ljudi pravzaprav ne prihaja iz javnega sektorja, prihaja iz gospodarstva. Od vas tukaj je odvisno, kako so ljudje, če lahko rečem, kakšen je njihov materialni položaj, bistveno manj od nas. Mi imamo samo to odgovorno nalogo, da davke, ki vam jih seveda sistemsko, bi rekel, nam pripadajo po sistemu, uporabimo čim bolj učinkovito, torej gradimo javni sektor od vrtcev, zdravstvenih domov, bolnišnic, izobraževalnega sistema in vsi skupaj torej pravzaprav predstavljamo našo družbo, lokalno državno skupnost in le z roko v roki seveda bomo lahko gradili boljšo Slovenijo. Iskrena hvala. Dragi gospod doktor Marko Bitenc, eden izmed najbolj priznanih kirurgov in tudi lastnik svoje kirurgije Bitenc. Gospod Marko, vi ste bili 2-krat izvoljeni za predsednika Zdravniške zbornice, opravljali ste razne funkcije tudi v tujini. Zdaj pa, jaz se opravičujem, jaz se bova pa mogla dotakniti malo talentov. Šlo? Talentov se bomo dotaknili, ja. Kako menite, da lahko posameznik s svojimi vrednotami vodi spremembe v širši družbi? Kako vidite skrb za naslednje generacije? In kakšne spremembe bi želeli videti, da bi Slovenija postala bolj privlačna za mlade talente? Ja, hvala za tako
za tako dobro vprašanje in to sem verjetno dobil kazen, ker me je pred enim tednom vprašala, sem moral mi, da je prav za ta pogovor. Je rekel, da ne. Ne, vpraš me, kar hočeš, sem rekel. Točno to. In potem si rekla, pa bomo Marku dali talente. Ja, zato, ker sam verjamem v to, da največje iskrenosti dobiš s spontanimi odgovori na vnaprej neznana vprašanja. Tako da uvodoma lahko rečem, da kot je že naša šampionka Tina rekla, ne, Slovenci smo narod talentov, ne samo na področju športa, umetnosti, kulture, tudi znanosti, ne, in tudi gospodarstva. Jaz sem prepričan, da zaradi neke inercije prejšnje družbene ureditve v novo družbeno ureditev, ki ta tranzicija ni bila ravno uspešno izvedena, smo še vedno žrtve in sužnji neuspešno izvedene tranzicije. Glavna zavora se mi zdi splošna mentaliteta naroda, ki ni navajena na okolje, ki bi spodbujalo največjo možno manifestacijo vsakega talenta, ampak je splošna mentaliteta tudi zaradi življenja v socializmu ali pa komunizmu poslila dolgoročne posledice v tem, da Slovenci pričakujejo neko avtoriteto, se bo ta poskrbel za vse. In tako smo navajeni na neko, ne glede na to, da smo poki država, kot je rekel Joca, ne, žepna državica, se obnašamo, kot da imamo veliko državo in smo navajeni in vzgajani tudi še dan danes na to, da bo itak država najbolj poskrbela za vse in se nikoli ne vprašamo, ali je temu res tako. Jaz sam sem prepričan in to tudi zagovarjam s svojim talentom, vsem svojim talentom, da je najboljša prihodnost naše družbe in države, še posebej zaradi tega, ker smo majhni in imamo majhen bazen izjemno talentiranih posameznikov v deregulaciji in decentralizaciji. To se pravi v maksimalnem opolnomočenju posameznika, ob tem, da poskrbimo za tiste, ki nimajo talentov ali pa so hendikepirani, da ustvarimo družbo in okolja, ki so lahko uspešna le, če jih gradimo od spodaj navzgor, ne od zgoraj nadol, da vsakem najmanjšem možnem mikrookolju, vsaki najmanjši osnovni celici družbe ustavljamo pogoje, kjer bo lahko vsak posameznik se dobro počutil in v največji meri manifestiral vse to, kar je dobil v trenutku oploditve v genskem materialu, kar je dobil z vedenjem in znanjem in nazadnje, da mu ustvarimo pogoje, okolje, kjer se bo tudi dobro počutil. Tako da v to jaz verjamem, ne? In zato se borim na vsakem koraku, vse tekeme že dolgo časa poznaš, ne? Tako da jaz vem, da država rab proračuna, ne? Samo jaz bi rad večji del tega proračuna prenesel navzdol na občine, opolnomočil občine in tudi ustanovil pokrajine, ampak ne geografske pokrajine, ampak pokrajine po podjetniškem načinu, ki bodo same ustvarile taka okolja za naše talente, ne? Nažalost vemo, da so tisti, ki so pred nami in še danes vodijo našo družbo in državo, ta proračunska sredstva že vnaprej za ne vem koliko generacij obremenili s fiksnimi izdatki, da ne glede na to, da imamo mi, kot je rekla naša predsednica, skoraj 17 milijard proračunskih odhodkov, je več kot 6 milijard teh že zabetoniranih za 30 let naprej. Spravo mi se lahko pogovarjamo ta hip o slabih 10 milijardah denarja, s katerimi moramo ustvariti pogoje, da bodo vsi talenti, ki jih je enormno na vseh področjih našega dela, manifestirali vse svoje potenciale. In to je edini način, da bomo, rečemo, do leta 2010 zgradili uspešno Slovenijo. Spremeniti moramo, spremeniti en bistvenih dejavnikov ali pa potrebnih sprememb je percepcija demokracije, ne. Percepcija demokracije, ki seveda je mini, ki smo toliko stari v prejšnji družbeni ureditvi, nismo niti uspeli pa mogli povohati, ne, je tudi danes področje, na katerem moramo graditi na prosvetljevanju. Demokracija, ne, je lahko najuspešnejša družbena ureditev od vseh slabih, če izpolnimo osnovni predpogoj. Da se najbolj iskreno, dobronamerno in konstruktivno pogovarja s tistim, ki ti je svetovnonazorsko diametralno nasproten, ne.
Še posebej v tako majhnem bazenu, kot ga imamo mi, je to ključen problem, da se iskreno, predvsem pa dobronamerno pogovarjamo vsi, ne glede na to, v kaj verujemo, ali smo podjetniki, ali smo javni uslužbenci, se izmenjujemo iskreno argumentirana mnenja in na ta način pridemo do sinergij, ki edino lahko ustvarijo pogoje, da bodo vsi talenti gradili konkurenčnost našega prostora. Predolg sem bil, ne? Se opravičujem. Ne, iskrena hvala. Glede na to, da se niste pripravili, pa da je bilo kar takole odlično. Super. Draga županja, županja Mateja, in sicer, gospod Igor Akrapovič, vas imam za na koncu. Ja, tako da, kot županja, najprej to, da ste, najprej bi povedala, da ste 11 let bila zaposlena v domu starejših občanov. In potem ste tudi delala v upravi in tudi kot občinska svetnica. Kot županja imate dejansko edinstveno vlogo vpliva. A jo imate? Kaj po vašem mnenju je ta vaš prispevek, ki ga lahko posameznik na vaši poziciji lahko naredi za izboljšanje skupnosti in države? Jaz bi raje govorila kot o vlogi vpliva, mogoče o dobrih zgledih. Ja, super, ta je še pa boljša. Pa tudi prav paše na to temo. Ja? V tem smislu, da pač župan mora biti en dober zgled, da se da dejansko z enim vztrajnim poštenim delom narediti ogromno, narediti spremembe in da popelje v občino, ne samo da sledi enemu razvoju, ampak da ga tudi aktivno ustvarja. Zagotovo je na županih velika odgovornost, pričakovanja ljudi so velika. Jaz sem prvi mandat, ne, upam, da to ni zadnji, tako da bi si želela tako dolgo zgodbo, kot jo imata kolega poleg mene, graditi. In kar res se mi zdi, da lahko na tej lokalni ravni ogromno prispevamo k razvoju. Ampak drugače, danes smo se zelo veliko dotaknili že regij in pomena ustanavljanja pokrajin in se mi zdi, da leta 2030 jih bomo najkasneje nujno potrebovali. Iskrena hvala. Dragi Igor Akrapovič, eden izmed najbolj prepoznavnih, uspešnih podjetnikov. Res, tako v Sloveniji, kot tudi globalno. Ogromno podjetnik z ogromno priznanji. Pred kratkim ste dobili pa Puhovo nagrado za življenjsko delo, tako da najprej velik aplavz našemu. Zato sem rekla, da to moram za na konec, ker to je res posebna nagrada. In glede na to, da ste imeli tudi uvodni govor, je vprašanje za vas, kako si osebno predstavljate Slovenijo leta 2030? Ja, kakšno vlogo bi želeli igrati v tej prihodnosti? To me tudi zanima, zato ker vsem ste vzgled, vsi vas občudujejo. In kaj mislite, kakšne vrednote ali pa katere so tiste vrednote, ki nas peljajo v boljšo prihodnost? Ja, najprej hvala za te lepe besede. Vrednot pravzaprav ni treba naštevati veliko, sem jih že prej povedal, ne? Delovnost, poštenost, odnos do soljudi. Jaz mislim, da ne samo v Sloveniji, v celi Evropi je ena od prvih vrednot, ki je v zadnjih mogoče 30-40 let res padla na najnižji nivo, delovnost. In dejansko, če gledamo ne Slovenijo, ampak Nemčijo, ne, po eni strani gledamo, kako so se sindikati, recimo v Volkswagenu, izpogajali za 40 dni dopusta, pa imajo, ne vem, en kup enih počitnic, krompirjevih, takih in drugačnih, dejansko delajo mogoče 7 ur, po drugi strani poslušamo, kako rabijo 1 milijon delavcev, recimo na leto, nove delovne sile, ne. In ko to vse skupaj malo razmišljaš, ugotoviš, da dejansko ne, produktivnost Evrope, tudi nas posledično, napram eni Kitajski, pa tudi Ameriki, ne, enostavno ne sledi več temu, kar je Evropa nekoč bila. In verjamem, da bo tukaj treba res narediti en preobrat. Mislim, če ste brali poročilo Draghija, ne,
je v eni izmed prvih, bom rekel, navodil, ne, čisto enostavno, da bo treba več delati. Ne. S tem se absolutno strinjam. Z vsem ostalim, kako bo pa treba to subvencionirati, pa dajati ogromne milijarde denarja v ne vem kakšen razvoj, seveda nekako ne ciljano, ampak kar tako, kot smo v Evropi pravzaprav navajeni, s tem se pa absolutno ne strinjam. Ne. Verjamem, da je tukaj treba definitivno spremeniti fokus. Mi se ukvarjamo s tem, kako ne bomo naše zaposlene, ne vem, v petek ob 2 mogli več poklicati, kako bodo imeli vsi možnosti do odklopa. Ne. Ampak jaz verjamem, da je samo delo, ne, in pripadnost in neka vztrajnost, pa tudi odnos, tudi poštenost. Tista, bom rekel, vrlina, ki nas bo popeljala naprej. Drugače bo Evropa leta 2030 res, kako se je zadnjič minister Han zelo dobro izrazil, muzej na prostem. In tukaj se moramo pač sami odločiti. Je pa res, da bo mogla tudi en dober del predvsem prispevati politika, da se bo razumevanje pravzaprav spremenilo. Nemogoče je v nas, v naših glavah, ki smo tukaj, ker mi vemo, kaj je potrebno narediti, ampak nasplošno. In dokler bomo seveda, kot smo rekli, kot sem rekel, vsak dan gledali na televiziji neke reality šove, neko, bom rekel, res nizek nivo, no, teh informacij, dejansko to ne bo šlo. Politika se bo mogla zresniti, stopiti skupaj in narediti korak v pravo smer. Jaz mislim, da bi bilo najboljš, da bi se to najprej v Sloveniji zgodilo. Upam, da se bo, ampak ja, upanje umira zadnje. Jaz sem zdaj tu iz tega razumela, da boste še vedno naš največji ambasador, Ana? In podpirali to, da Slovenija, da se prihodnost Slovenije 2030 spremeni. Ana? Absolutno, jaz, ko bi rekel, ne, Bog je se najprej brado stvaril in verjamem, da bi Slovenci mogli nekaj podobnega narediti. Gospod Igor, pa deva kar. Hvala. Vsi gledamo tisto urico tam, to utripa in potem še eno vprašanje. To vprašanje pa za vse, čisto vse enako. Če bi lahko mlademu podjetniku, podjetnici, gospodarstvenici, voditelju dali samo en nasvet za uspeh v Sloveniji leta 2030, kateri bi bil ta nasvet? Samo eden. Ker če jih je preveč, se zgubijo. Ja, predvsem, tako kot sem že prej omenil, delo in vrednote. To so ključne zadeve, povezovanje seveda z drugimi, kajti sam nihče ne more narediti vsega. Je pa dejansko na tem polju veliko enih, bom rekel, variant, kako bi se dal zadevo zboljšati, in to je precej široka tema, tako da res samo z eno besedo to povedati je zelo težko. Bomo poskušali združiti zdaj te besede. Iskrena hvala, Uroš. Dodajamo torej. Ja, ker dodajamo. Ja, jaz bi rekel, prva stvar, ki mi pade na pamet, je razmišljaj globalno. Jaz imam doma 2 mala otroka, 10, 12 in jih že zdaj skušam nekako opolnomočiti s tem, da ne razmišljajo globalno, ne, in jih navdihujem tudi zgodbami, kot je recimo Igorjeva. Ne. Druga stvar, ki pa se mi zdi zelo pomembna, tako da 2 nasveta dam, si vzamem to pravico še tudi jaz potem, ne, je pa ta, da ne pozabi nase na tej poti, ne, živi balansirano, ne, to se mi zdi zelo pomembno, da ne razmišljaš in fantaziraš o cilju, ampak da uživaš že na poti. Zelo lepo, bravo. Gospa Žuvanja, gospa Mateja, en nasvet? Bodi vztrajen in ne boj se biti uspešen. Ta je to močna. Draga županja, Romana. Najprej mimo tega moram vseeno nekaj omeniti. Gregor pa Tina sta imela odličen pogovor, odličen. Ampak eno vprašanje je pa pozabil. Odkot izvira? Iz Črne na Koroškem. Naj povem, da mi je Tina rekla, preden sem prišla gor, mi je rekla, vse mi lepo pozdravi, ko so vsi moji
Tako da mi je to povedala. Evo, Tina, smo kar zdaj. Napotek za mlade. Samo 2 pregovora, ki sem jih dala tudi svojim otrokom. Znanje je moč, pa brez muje se še čevelj ne obuje. In to se mi zdi, da je treba imeti vedno v svojih mislih, pa mladi morajo slediti temu, kar oni želijo. Ne smemo jih mi usmerjati, ne se sami. Pa še to, da če želijo spreminjati svet, bi morali začeti že včeraj. Ker takrat, ko sem jaz bila mlada, pa ko sem stopila na prvo službeno pot, sem razmišljala, kako bom premikala meje. Vse mogoče jih premikaš, ampak na veliko skal naletiš. Ja, vedno. Voditelji vedno iščemo rešitve v izzivih in dejansko vidimo, da izzivi so odlična priložnost za osebnostno in poslovno rast. Gospod župan, Tomaž, Ja, moj nasvet. En nasvet, naj najdejo, bi rekel, dejavnosti, ki jih veselijo, za katere se čutijo sposobni in tiste dejavnosti razvijajo, torej do najvišje možne ravni, do odličnosti. Bodi si, da je to seveda zdravstvo, šport, kultura, skratka, naj najdejo sposobnosti, za katere bodo lahko najboljši na svetu, kot je marsikdo v današnjem auditoriju in tudi tukaj. Bravo. Dragi gospod Marko. Delaj vedno samo tako, kot veš, da je prav. Bravo. Kratko, sladko. Iskrena hvala. Upam, da smo dali marsikateri poučen nasvet, Ana, dali spodbudo, da smo se pokazali, da smo voditelji tisti, ki se nekako pričakuje, da vodimo z zgledom, da smo pozitivno naravnani in da to, kar delamo, da tudi delamo s srcem. Včasih pozabljamo, da je strast tista, ki nas vodi v življenju, zato da smo tukaj, kjer smo danes. Iskrena hvala vsem vam. En aplavz. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.